Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer v tem predvolilnem času vam predstavljamo kandidate in kandidatke, ki kandidirajo na letošnjih lokalnih volitvah. No, tokrat se nam je v studiu pridružil aktualni župan občine Moravske Toplice in ki tudi spet ponovno kandidira za župana Moravskih Toplic, gospod Alojz Glavač. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo zdrav. Pa morda vprašanje, ki zagotovo gledalke in gledalce zanima, pa tudi občane in občanke občine Moravske Toplice. Zakaj ste se odločili, da spet kandidirate za župana občine Moravske Toplice? V bistvu odločitev ni bila težka, zelo preprosto je zaradi tega, ker je nekatere projekte enostavno, ki tečejo in se končajo šele v naslednjem mandatu, in to so veliki pomembni projekti, tudi čez meje občine potrebno zaključiti. To je predvsem vodovod, takšna zadeva, gre tudi za ogromno investicijsko vrednost, 6 milijonov evrov je ta projekt vreden v naši občini, večino tega, 85%, je tudi evropsko financirano, torej Evropski sklad za kohezijo. In takih projektov, ki jih imamo, ki jih delimo seveda na bolj navadne, pomembne projekte za ljudi, ali pa tudi dolgoročne strateške, je še kar nekaj in so vsi pripravljeni tudi za izvedbo ob primernih pogojih, seveda finančnih. Nekako kandidirate z podpisi občanov, ampak vseeno vam je nekako uspelo tudi dobiti to široko podporo, tudi nekako široki ta politični spekter, vse od stranke SD pa vse do stranke SDS. Kako vam je to uspelo? Glejte, prve volitve sem kandidiral kot kandidat SDS-a in s podporo strank, ki so me želele podpreti. To je bilo razumljivo, ker je to neko obdobje po obdobju nekdanjega župana. No, vse naslednje volitve sem pa šel v bistvu v kandidaturo na način s podporo volilcev in z podporo političnih strank, ki so to želele. Vsem sem ponudil roko iz enega preprostega dejstva, ker seveda je občina tako velika, tako raznolika, po nacionalni pripadnosti, po verski pripadnosti, po goričkem, bolj razpršenem delu občine glede poselitve in ravenskem delu. In še z drugih vidikov, predvsem pa z vidikov te stvari, da tukaj moramo biti skupaj, ne glede na to, kakšna je trenutna vlada ali politika na državni ravni, je to bilo glavno sporočilo. Sam sem si osebno zelo prizadeval za sodelovanje v naši občini in SD je tudi takrat, že v prejšnjih mandatih, videl, da se to da, in mi smo tudi v mnogih projektih ali pa tudi s sogovorniki na vladi ali ministrstvih dokazali, da je možno sodelovati čez meje levo-desno, opozicijo, koalicijo. Kaj so vaša glavna programska izhodišča, ki jih ponujate volivkam in volivcem v tem mandatu 2022-2026? Glavna programska izhodišča so v bistvu enaka. To pomeni, v prvi vrsti bomo ohranili vse tiste programe, ki so uspešni, tudi v širšem prostoru slovenskem prepoznani. To pa je, če hočete, od tega odnosa do vsakega občana, človeka, ne glede na to, kje živi v občini, do na nek način zelo pomembne pomoči mladim družinam, od pomoči ob rojstvu otroka, do potem raznih subvencij v gradnjo komunalne infrastrukture. Tako smo med prvimi v Sloveniji imeli subvencijo za vgradnjo čistilnih naprav, malih hišnih, na območjih, kjer seveda velikih sistemov ne bo in tudi ne vpliva ta poseg v okolje, tako kot v zelo strnjenih naseljih. Potem je tu cel kup stvari, ki so vezane na samo urejenost krajev. V teh letih smo praktično ali prenovili, ali obnovili, ali ponovno zgradili športne objekte, potem vaško-gasilske domove, parkirišča in pokopališča Vežice, parkirišča ob njih in tako naprej. Ravno zdaj ob teh novemberskih praznikih se je videlo, da
seveda to imamo vzorno urejeno. Vlagali smo tudi v tisto, kar mogoče ni glavna naloga občine, to pa je tudi sakralni objekti. Mi smo versko zelo raznolika občina, imamo zelo tri ključne zgodovinske spomenike sakralne, to je Rotunda v Selu, Bogojina Plečnikova cerkev, Martijanska cerkev, 700 let stara in podobno. Nepomembno pa ni tudi to, da smo praktično tudi znamenja, kapelice in zvonike in vse to v teh 12 letih vse posod ali obnavljali, ali prenovili, ali obnovili. Skupaj seveda z predsedniki krajevnih skupnosti. Kaj so tiste vaše glavne investicije, ki jih želite izvesti v tem prihajajočem mandatu? Kot sva že uvodoma dejala, je to mandat, kjer se nekatere investicije seveda izvajajo že zdaj. Največja seveda strateška naložba je gotovo večnamenska dvorana v Moravskih Toplicah. Namreč Moravske Toplice so v širšem slovenskem in tudi tem srednjeevropskem prostoru prepoznane kot izjemen zdraviliški kraj. Seveda pa zaradi svoje mladosti, kljub vsemu je to 60 let, ni primerne infrastrukture. Ni to primerljivo recimo z Rogaško Slatino, Bledom, Piranom, Portorožem. Vse to so zdraviliški kraji in še kakšni drugi bi se našel, ki imajo svojo tradicijo že v monarhiji ali v socialistični Jugoslaviji ali še prej. Moravske Toplice tega nimajo, zato nam ravno zaradi tega, ker zdraviliški turizem poteka čez celo leto, manjka en objekt, kjer bi bilo možno imeti in kulturne prireditve visokega nivoja, koncerte, predstave, gledališke in podobno. Potem nam podoben objekt manjka za športne prireditve, za treninge. V Moravskih Toplicah gostujejo tuje reprezentance v različnih vrstah športov, od košarke, nogometa, celo skakalno reprezentanco smo imeli na pripravah, potem znamenite klube, kot so Chelsea, Juventus in še kakšne, se spomnim. In v hladnejšem delu leta, kot je recimo zdaj, po zimi pa del pomladi, enostavno takšen objekt manjka, ne moreš ti nekatere stvari izvajati na prostem. Čeprav se tudi da, predvsem pri nogometu pa še kakšnem športu. No in tak objekt bo seveda dolgoročno vplival tudi na čas bivanja gostov v naši destinaciji. To je zelo pomembno, ker ocenjujemo, da je povprečen čas gostov v Moravskih Toplicah 3 dni. To pa je premalo, da bi gostje seveda se naveličali svoje hotelske sobe, pa tistega bazena, pa vse, kar je pač kompleks ponuja v svoji bližini ali notranjosti. Turisti želimo, da spoznavajo ljudi, da grejo v okolje navzven. Zato ogromno vlagamo v postajališča za kolesa, tako so znani tale bike centri, gradili smo tudi nove že v Prosenjakovcih in podobno. Hkrati pa vse to moramo tudi delati za to, da bodo naši občani nekaj od tega imeli. Če bi to delali samo za tuje goste, ne bi bilo dovolj. Naši občani pa morajo seveda tudi od tega živeti in ravno ta čas bivanja je tisto, ko pridejo na nek način do izraza turistične kmetije, vinotoči, ponudba hrane in pijače in še potem tudi rekreacija čisto v naravi. Če dalje več je gostov, ki seveda se želijo odklopiti, odmikati od nekega vrveža. Po poklicu ste elektroinženir, če se ne motim, pa morda to v povezavi z to energetsko krizo, ki nas je nekako že zajela, vsaj v obliki povišanih cen raznih energentov, pa morda kje ima tu občina neke možnosti, da nekako ublaži te negativne posledice te energetske krize, ki je že praktično prišla med nas? Ja, v bistvu v preteklosti sem imel na obisku tudi predstavnike plinskih podjetij, da bi recimo del naselij na nek način izgradili plinsko omrežje za ogrevanje in energetsko oskrbo objektov, vendar ko smo pogledali strukturo poselitve in način, na kakšen pač naši ljudje in tudi ta turistični kompleksi živijo, smo ugotovili, da je to predraga zadeva in seveda ravno ob tej rusko-ukrajinski vojni ali pa krizi, če hočete, se to izkazalo za pravilno. Nismo šli po poti
bomo pa vse ostalo, kar je bilo včasih dobrega, pustili, pa bomo šli na nekaj novega. Mi smo tudi občina z velikim zaledjem, tudi kurjenje na lesno maso je pomembno, seveda z novimi napravami je to tudi okoljsko in ekološko vzdržno in učinkovito. V delu Moravskih Toplic, recimo, kjer so pa tile kompleksi, pa itak že pri vsaki novi gradnji ali pa pri vsakem posegu v neke objekte pa upoštevajo danes tudi te termalne vode. Tega seveda izkoriščamo tudi za pridelavo v rastlinjaku, grede recimo, in to bomo spodbujali tudi naprej. Posebej je to pomembno na področju kmetijskega sektorja, ker zaradi podnebnih sprememb bo teh nenadnih vplivov negativnih v kmetijstvu dosti in škode velike. Zato tudi bomo pripravljali pogoje, tisto, kar občina lahko, torej prostorske in druge infrastrukturne, komunalne, za tovrstne objekte. Naj pa povem, seveda, da jih ne bo gradila občina. Ampak vseeno občina lahko pomaga, pa morda kaj pa je recimo z fotovoltaiko, ki je nekako sedaj v tem obdobju postala moderna in ljudje nekako so pripravljeni vlagati v to infrastrukturo. Vidimo, da rastejo te fotovoltaične celice na strehah kot gobe po dežju. Kako gledate vi na to možnost pridobivanja energije? To je ena od oblik, ki je seveda dobrodošla, ker je poceni, ker je sonce večno, daljše od zemlje ali pa človeških življenj. Drugo je pa to, kar je potrebno za to, da to izkoriščamo. To pa je ta omrežna infrastruktura, ki je v celotni Sloveniji več ali manj slaba. To pomeni, da bomo mi tudi pomagali in tudi že delamo to ob gradnji teh mrežnih sistemov, vodovoda recimo, da vgrajujemo, če drugače ne, ker je za to zadolženo elektrodistribucijsko podjetje, cevne kanalizacije za vgradnjo nizkonapetostnih omrežij posameznih naseljih v zemljo in seveda potem ob primerni zamenjavi transformatorskih mest in ostalega dela omrežja je možno tega več. Danes seveda veste, da je v posameznem kraju možno dati kakšno 1, 2, 3 strehe, ker potem več sistem ni sposoben regulirati stvari, ker je omrežje slabo. In v kolikem času bi se dalo to omrežje nekako urediti? Ja, to je pa vprašanje za vlado. Veste, jaz sem predsedniku vlade v Dubrovniku ravno to omenil in je rekel, da se vlada ne bo šla v to, da bi gradila omrežje, ker so zračunali, da bi rabili 5-10 let za sodobno omrežje, tudi podatkovno podprto in tudi tam od 5 do 10 milijard evrov. Tako da so oni bolj na stališču, zgradimo nekaj otočnih velikih fotovoltaik, recimo ob avtocesti, ob ograjah, pa še na kakšnih lokacijah, ob hidroelektrarnah ali pa kje drugje in to je to. Mi bomo seveda pripravljali pogoje za infrastrukturo. Tudi kar se tiče širokopasovnih povezav, delamo vzporedno zgradnjo vodovodnega sistema, polagamo cevi, tudi optiko in mislim, da bo v letu, dveh v naši občini pokrito z zelo hitrim internetom praktično vsako gospodinjstvo, ki bo to želelo. Seveda pa nikogar ne moremo prisiliti. Res je, da so zdaj volitve in konkurenca obljublja nemogoče, tako brezplačni internet, brezplačno to, brezplačno ono. Vendar je to sajenje rožic. Glejte, bodimo realisti, brezplačnega je zelo malo v življenju. Morda še za zaključek najnega pogovora, kajti čas nam je potekel, če še morda kako sporočilo za gledalke in gledalce oziroma za občane in občanke Moravskih Toplic, ki nas sedaj spremljajo prek malih zaslonov ali pa interneta. Ja, spoštovane volivke, volivci, občanke, občani, spoštovani vsi, ki me poznate, moj nagovor vam je zelo preprost. Jaz sem Alojz Glavač, kandidiram za župana občine Moravske Toplice. Spoznali ste me že velikokrat in osebno in tudi sicer drugače. Ne ponujam seveda lahkih korakov in čudežev. Ponujam vam pa seveda skrb za vsakega od vas, kolikor je to v moji moči in v moji moči je veliko, imam energijo, imam dobre sodelavce in prijatelje
in mislim, da smo lahko še naprej uspešna občina v tej prelepi pokrajini.